Za istrsko arhitekturo je med drugim značilno, da so hiše v vasi strnjene okrog ozkih ulic, tudi zato, da je ostalo čim več okoliškega zemljišča nepozidanega. Družina mlajšega arhitekta se je tako ob odločitvi, da postavi hišo zase na mestu majhnega, napol podrtega gospodarskega objekta, znašla pred zahtevno nalogo. Nova hiša je smela zasedati enako majhen tloris nekdanjega objekta, zato so lahko šli samo v višino. Kako jim je uspelo? Presodite. Izkušnje so arhitektu in solastniku nove hiše pomagale, da je na majhnem prostoru uresničil želje po udobnem domu za 4-člansko družino. Upošteval je lokalne arhitekturne značilnosti, uporabil tradicionalna osnovna gradiva, odprl prostore naravni svetlobi in omogočil občudovanje panorame. Te odlike so odtehtale trud, ki so ga morali vložiti ob gradnji. Mitja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj vas je pripeljalo v to slikovito istrsko vasico Padna? Te besede, ko ste jih uporabili, vas je bila zelo slikovita in je bilo nam zelo všeč, zato smo se tudi odločili tu zgraditi to hišo. Poleg tega je ena izmed istrskih vasi, ki ima zelo lepo ohranjeno to staro istrsko arhitekturo. Pobočja so lepo obdana z oljkami, tudi za vas je tipično oljčno olje, bledež. Marsikdo ne ve, kaj je bledež. Bledež je v bistvu blitva, ne? Drugo ime, Ja. Nič kaj drugega, ne? Je lepo izhodišče za pohodništvo, kolesarjenje. Mi smo leta 2008 smo kupili to zemljišče, na katerem bo neko degradirano gospodarsko poslopje, malo kombinacija betonu, peka, prezidano skozi čas. In ta objekt smo zrušili, odpeljali stran in zgradili nov objekt, ne? In to je trajalo približno leto gradnja. Ta hiša ima 110 kvadratnih metrov uporabne površine, s tem, da potem smo se malo igrali z večjimi odprtinami, da so čim več svetlobe smo spustili notri. Kaj hiša obsega, kateri prostori so? V pritličje smo dali dnevni prostor in servisne prostore. Televizor smo želeli odmakniti od glavnega bivalnega prostora, ki nam predstavlja kuhinja jedilnica. V pritličju smo naredili tudi vhodni atrij, ki se odpira s panoramsko steno v ta dnevni prostor in s tem ta dnevni prostor bistveno poveča. In z zunanjim zidom smo v bistvu naredili zasebnost proti temu pritličnemu delu objekta. V pritličnem delu so skrili kopalnico, utility in shrambo za steno, obdano z lesom, s 3 skritimi vrati. Stena se konča pod stopnicami v stranišču. V prvem nadstropju kuhinja, jedilnica z zunanjo teraso, z lepim pogledom. In v nadstropju je glavna spalnica, otroška soba. Predstavljam si, ko sem hodil proti hiši po ulici, da tole zidati ni bilo prav enostavno, ne? Jaz si tukaj kakšnega kamiona za hruško betonsko sploh ne predstavljam. To je minus gradnje. Zemljišče ni dostopno, pomeni ta ulica je neprevozna. Pomeni, z manjšim kamionom se je nekako prišlo do objekta, drugače pa ne. Ampak so pa potem za bivanje drugi plusi, ker je ulica zelo mirna, neprevozna, ni prometa na ulici. Tako da nekje je minus, nekje je plus. Med posebnostmi te hiše je tudi vhod. Iz zunanjega atrija obiskovalec vstopi naravnost v dnevni prostor v pritličju brez kake veže. Mi smo uporabili za ta predprostor ta zunanji atrij, sicer klima je tudi tu na Primorskem dokaj ugodna glede tega, da lahko funkcionira tudi brez nekega vetrolova. Potem, da smo večali prostor, smo puščali čim bolj svetle prostore, velike okenske odprtine, bele stene, belo pohištvo. Stopnišča smo pregrevali s steklenimi stenami. Kakšen je način ogrevanja, recimo, ali pa hlajenja? Objekt ima toplotno črpalko s stalnim ogrevanjem, hlajenje je s split sistemi po etažah. Je pa res, da ta lega tega objekta je zelo ugodna, ker je čisti jug in poleti, ko je sonce zelo visoko, zelo malo sega v prostor, po zimi pa, ko je sonce nižje, pa v bistvu presvetli kompleten prostor in ga segreva, tako da glede ogrevanja je objekt kar varčen. Skoraj vsa okna ponujajo možnost, da jih stanovalci zagrnejo z gostimi zavesami. Zavese smo dali v prostor zaradi tega, ker nimamo zunanjih senčil, ker dejansko
imamo rajši pogled, kot da se zastiramo. Z zavesami si delamo v spalnicah temo po noči. Poleg tega v teh glavnih bivalnih prostorih smo zavese dali zaradi tega, da ubijemo visoke tone, ker je vse ostalo beton, trde stvari in da ne doni. Pejmo malo do materialov, ne. Sam se že omenil, grobi beton, recimo strop, tukaj tudi vidim, tla so pravzaprav samo zglajen beton in a je prebarvano ali... Ker smo gradili hišo zase, smo malo eksperimentirali s temi materiali. Tako da v bistvu materiali so osnovni beton, kamen, steklo, les. Stropove smo pustili betonske, tlaki so samorazlivni estrihi, ki so samo pobrušeni in zaščiteni, da ne vpijajo tekočin. Kopalnice smo uporabili mikrotopinge, da se znebimo keramike in fuh. Ste zadovoljni? Ja, zelo. V notranjih prostorih med materiali izstopa grobi beton. So ga uporabili zato, ker se nekoliko navezuje na kamen kot gradnik? Beton v teh starih vaških jedrih zna zelo hitro izgledati degradirano, zaradi tega je treba paziti, kako se ga uporablja navzven, ne. Mi smo ga v notranjih ambientih uporabili, zunanje stene, ki bi bile sicer lahko betonske, pa smo jih kljub temu oblekli v kamen, zaradi tega, da se malo približamo temu avtohtonemu materialu, ne. Notranjost je opremljena skladno, tako po oblikah kot po barvnih odtenkih. Večina opreme je tipske, par delov je po naročilu, recimo niša kuhinje, obloge otoka. A kaj pogrešate, kakšen vrt ali kaj takega, ste le stisnjeni med ostale hiše? Ker smo gradili hišo zase in glede na tempo, ki ga imamo bolj malo časa za ukvarjanje z vrtom in podobne stvari. Zato smo poskušali objekt zgraditi tako, da je čim manj vzdrževanja, ravno tako z okolico, da je v bistvu po sistemu, da prideš domov kot do stanovanja. Ključ, vstopiš in odideš. No, brez zelenja le ne gre. Tako spodnja terasa kot zid sta obdana z vzpenjavkama, kot sta nepravi jasmin in glicinija. To je torej hiša, v kateri lahko družina živi v miru, kot bi bila na počitnicah, ob vsem udobju, kot smo ga vajeni dandanes.